Živijo tukaj Valentin. Govoril bom o vplivu številnih informacij, ki so okoli nas, na človeški na človeka. No, lahko iz svoje izkušnje povem, da v zadnjem času, ko prebiram številne objave, še posebej na Facebooku, glede tehnološkega razvoja, glede politike, glede napovedi za prihodnost. Ko prebiram take informacije, me kar začne skrbeti o prihodnosti, o možnosti, da bi se uresničili takšni črni scenariji, da bi se začela tretja svetovna vojna, da bi roboti dobili tako zmogljivo umetno inteligenco, da bodo iztrebili človeški rod. Skratka, takšne informacije so morda resnične, verodostojne, vendar kljub temu obstaja možnost, da pa niso, da se kaj takega ne bo zgodilo, da bo prihodnost drugačna. In tudi marsikakšna informacija, še posebej na spletu, je neresnična, je plod interpretacij ali celo namernega zavajanja ljudi, zato da bi se držalo pozornost javnosti stran od problemov na tem svetu, od resničnih problemov. Seveda, na tem svetu je ogromno izzivov, številne stvari bi lahko izboljšali, težava pa nastane, če posameznik začne glede tega obupovati. In tudi jaz sem videl, da bolj ko sem izpostavljen tem informacijam, bolj nekako zgubljam tisto rdečo nit, ki jo potrebujem za svoje osebno in poslovno življenje. Bolj nekako zapadam v neko skrb ali celo mogoče neko depresijo. Odločil sem se torej za spremembo glede tega in ena stvar je, da preživim več ur na dan na Facebooku in pregledujem številne informacije, zlasti za namenom, da sem seznanjen z novostmi, z novimi odkritji, da bi bil v koraku z razvojem, da me ne bi kakšne stvari presenetile. Ampak s tem, ko berem novice o teh novostih, hkrati absorbiram tudi ogromno drugih informacij, ki pa me potem začnejo begati. Razmišljam torej, v kakšnem smislu bi omejil izpostavljanje samega sebe do teh objav, da bi lahko ohranil svojo koncentracijo, svojo osredotočenost na tistih projektih, ki so pomembni tako za razvoj mojega posla, kot tudi posledično za izboljšanje tega sveta. Videl sem tudi, da potem zaradi te zasičenosti z informacijami, zaradi anksioznosti nekako skušam pobegniti od teh občutkov z gledanjem raznih filmov,
in to tudi po več ur na dan, kar mi samo jemlje dragoceni čas za to, da bi svoje projekte razvijal tako, kot sem si zamislil. Zato sem se zopet zatekel k orodju, ki omogoča stabilizacijo uma, in to je pisanje. Zopet sem ozavestil in na novo odkril, kako koristno je pisanje in kako lahko človek s pomočjo pisanja upočasni misli ter ozavesti tisto, kar potrebuje, da pride iz neke psihične napetosti. Sklenil sem torej, da bom minimalno zasredoval Facebook objave, da ga bom uporabljal predvsem za komuniciranje z tesnimi prijatelji, za projektni razvoj, za našo mednarodno skupino, ter da bom vsak dan redno pisal ter na pisani način delal načrte za naprej. Človeški je žal preveč hiter, preveč nemiren in človeka zelo hitro zbega. Vsem torej priporočam, da tudi omejijo svojo spletno prisotnost na socialnih omrežjih, ker gre za to kar precej časa in človeku samo poveča notranji nemir. Priporočam vsakemu, da bi čim bolj pogosto pisal dnevnik ali spletni dnevnik, in pa vsakemu tudi priporočam brezplačni spletni tečaj DIP Lite, kjer se je možno naučiti učinkovitega podpornega pisanja, zato da zaustaviš nemirne misli, da si odstraniš prepričanja, za katerimi se vsak od nas omejuje, in da učinkovito vodiš svoje življenje v tisto smer, ki je podporno in za posameznika in za družbo kot celoto. Povezavo do tega tečaja pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.